Lepo pozdravljeni, kaj nam kažejo zvezde v maju. Z vami sem Andreja Novak, prihajam iz Žalca, Merkaba je naša stran, kjer se ukvarjamo s takimi stvarmi. Maj torej prinaša zelo lepe energije in sicer glavne spremembe so 4. maja gre Pluton retrogradno, kar pomeni, da bomo zaščiteni navznoter, da boste lahko delali ogromne notranje preboje in da ne bo toliko zunanjih napadov oziroma ne boste čutili energijskih pritiskov strani okolice, lahko boste čutili pa svoje. 10. maja preide Merkur v znamenje Bika, kar pomeni, da se bodo misli, besede in dejanja šle bolj v smer materialnih dobrin, uživanja življenja in počasi po bikovsko boste želeli narediti spremembe. Polna luna v Škorpijonu je maja 12. To budisti praznujejo kot praznik Vesak, o tem malo več kasneje. Potem 20. maj sonce preide v znamenje dvojčkov in odpre se večja komunikacija, dinamičnost, kar naenkrat se vam bo vse dalo delati, narediti. Potem 25. maja pride Saturn v znamenje Ovna, kar pomeni, da prihaja novo obdobje za 2 leti pa pol, ko bomo bolj delali na fizični prisotnosti in uredili osebne zadeve. 26. maja pride Merkur v dvojčke, kjer bo komunikacija povečana in pa 27. maja je Mlaj v dvojčkih. Kaj to kaže posameznim znamenjem? In sicer Vesak, 12. maj ob 14:55 je najmočnejša polna luna leta, kar pomeni, da je ogromen preboj v določene smeri in ovni imate tu priložnost narediti preboj v smeri kreativnosti, ljubezni, otrok. Če nimate otrok, pa bi želeli imeti, je okoli 12. maja idealen čas, da se usmerite v to. Maj je za vas idealen mesec, ko se začenjajo novosti, spremembe v dobro in konec je tistega trpljenja, mučenja, prikritih agresij in podobno. Čas je za ljubezen, harmonijo, red, notranjo strukturo. Odlično se boste počutili in veliko boste tudi naredili. Glavni boste navzven, vaš vladar Mars je v Levu in bo naredil velike preboje z vašo pomočjo seveda, da se boste usmerili v potovanja, v nova izobraževanja in tudi na novo se postavili zase navzven. Biki boste imeli lepo priložnost urediti odnose v celotnem mesecu maju, to je vaš mesec, kjer se lahko posvetite ljubezni, pa tudi poslovnim odnosom. Ljudje vam bodo zaupali, veliko globino boste čutili povezanosti. Če niste srečni v svoji vezi, najdite razloge za to in jih pozdravite ali najdite bolj sebi primernega partnerja, v smislu, da ste z njim zadovoljni, tako kot je on potem zadovoljen z vami. Bodite iskreni v tem, pri tem vas bodo podpirali ne samo Sonce, ampak tudi drugi planeti, predvsem Merkur, da boste lažje razmišljali in se tudi dobro izrazili. Dvojčki, druga polovica meseca maja bo za vas idilična, sonce prihaja 20. v vaše znamenje, tako da dvojčki boste imeli priložnost se posvetiti svojim najlepšim ciljem, sanjam. Jupiter je še v vašem znamenju, kar pomeni, da se boste veselili. Do konca maja, 9. junija vas Jupiter zapusti. To pomeni, da do takrat še lahko naredite presežke v svojem življenju, se zmenite določene stvari, ste kreativni, odprti in predvsem sodelujoči v vseh pogledih, kar dvojčki tudi boste. Raki, maj je za vas zanimiv mesec, ko se boste pripravljali na to, da junija potem pride Jupiter v vaše znamenje in vas napolno aktivira vsem. V maju bodite previdni, da si ne boste z v bistvu nesrečnimi čustvi ali s pretirano ljubosumjosto ali z vsem, kar se po vas kdaj pa kdaj podi, da si ne boste s tem zapirali poti. Namreč Vesak je luna v Škorpijonu 12. maja in bo podprla navzven vse tisto, kar želite, da je skrito, tako da bodo vsa skrita čustva ali kar se vam zdi, da je skrito, padlo
navzven, in tudi v drugi polovici maja, ko je mlaj v dvojčkih, v bistvu boste vi navzven vidni, kaj se dogaja, nič ne boste mogli skriti, tako da maj bo ene vrste trening za vas za naslednje leto, ko pride od 9. junija do eno leto, bo potem Jupiter v vašem znamenju in maj bo pokazal, kako ste pripravljeni na ta dober izziv, ki ga ima Jupiter za vas. Levi, boste v maju zaživeli, Mars je v vašem znamenju, polni boste energije, čustva boste dali na stran in se posvetili predvsem ustvarjanju, komunikaciji, zelo boste vidni navzven, uspešni vsem, kar se boste dogovarjali, tako da Levi ne se skrivati. Delajte svoje projekte na veliko navzven in sodelujte vsem, kar je možno oziroma kar vas veseli. Nič ne bo ostalo nesmiselno, vse, česar se boste lotili, bo imelo dober efekt. Device, imate v mesecu maju nalogo še naprej seveda osvobajati preteklost oziroma se posvečati resnici sedanjega trenutka, in maj bo pokazal devicam predvsem to, kako vas vidijo drugi in kako ste v bistvu nesrečne zaradi tega, če želite ugajati drugim. Nesrečne boste izključno, device, samo zato, ker želite drugim bolj ugajati, kot biti pošteni do sebe. Tako da, device, če ste iskrene do sebe, bo mesec maj najlepši mesec za vas. Odlična podpora bo, prebudili boste stare odnose, marsikaj se bo na novo postavilo, ampak če pa skrivate svojo v bistvu stanje čustva, zato da bi drugim ugodili, se bo pa to začelo popravljati oziroma bo čas za spremembe. Tehnice, v mesecu maju imate malo bolj stransko vlogo, kar vam je čisto v redu, da niste v prvem planu. Kreativne boste, dinamične, vesele, Venera bo v ovnu v celoten maj. Na začetku boste zelo kreativne, v drugi polovici pa zelo povezane s svojo življenjsko energijo, svojo notranjostjo in delale predvsem presežke v smeri svojih temeljev, stika z dušo in se veselile nekako notranjih sprememb, kajti ne bo se vam dalo toliko ukvarjati z drugimi, kar je čisto v redu sprememba za tehnice. Škorpijoni, boste v maju začutili svojo novo strast, na novo se postavili, naredili večje spremembe v plus. Vesak 12. maja vas bo pri tem polna luna v vašem znamenju odlično podprla. Ne se bati pokazati, kdo ste, kaj ste, na novo boste čutili spremembe in tudi v drugi polovici maja potem lažje definirali v bistvu svoje čustva, svoje zdravje, svoj poklic. Vse to se bo nekako postavilo na svoje pravo mesto, da boste začutili, da je čas, da res poslušate svoj instinkt in svojo intuicijo in se napolno aktivirate. Črna luna je v vašem znamenju uporniška energija, kar bo okrepilo vašo seksualnost, pa tudi željo potem, da postavite nekaj čisto po svoje. Se pravi, da boste še samo malo bolj trmasti. Strelci, v maju imate priložnost še pokupiti, kar želite kupiti, pogovoriti se o vsem, kar želite pogovoriti, kajti Jupiter, vaš vladar, je še v znamenju dvojčkov, kar pomeni, da se boste o vsem na hitro dogovorili. Izkoristite to, kajti ne bo spet priložnost tako hitro. Potem pride Jupiter v Raka in boste se predali novim temeljem, novi ljubezni oziroma okrepitvi stare ljubezni in podobno, ampak v mesecu maju resnično lahko izvedete ali nakup nepremičnin, ali preselitev, ali novo službo, karkoli želite materialnega urediti, je mesec maj odličen za vas, tako da izkoristite to priložnost. Kozorogi, boste v mesecu maju zadovoljni, kajti Saturn preide v vaš vladar v znamenje ovna in kar naenkrat boste imeli več energije, več moči, tudi malo več jeze, volje, aktivnosti, srečni boste, kreativno se boste lotili vsega.
In ne glede na to, da ste sicer bolj na dolgi rok, boste tukaj hitro želeli rezultate in se tudi hitreje odločali za stvari, pri čemer vam bodo prijatelji zelo pomagali, kar vam bo veliko veselje in tudi lepo presenečenje. Kozorogi, odlično vam bo. Vodnari imate v mesecu maju priložnost razjasniti nekatere okoliščine, zelo boste vezani na okolico, na bližnje, na sosede, prijatelje, znance in pa tudi na brate in sestre, kar pomeni, da boste vodnari na novo vzpostavljeni določeno polje oziroma določen položaj v družbi. Je pa res, da v drugi polovici meseca maja boste imeli priložnost se na novo postaviti navzven. Mlaj 27. maja vam bo dal aktivno nalogo, v bistvu ne željo, ampak nalogo, da pokažete, kdo ste, kaj ste in kaj si želite. Če ne boste izrazili sami sebe v mesecu maju, boste lahko čez poletje potem malo slabše volje. Ribe, imate priložnost v mesecu maju se odlično počutiti, veliko tudi zadeti v igrah na srečo. Ribe, imate v mesecu maju največjo srečo, Neptun je že, vaš vladar je že v ovnu, severni vozu je v vašem znamenju, imate podporo energiji, da osrečite najprej sebe skozi kreativno zadovoljstvo, potem tudi svoje otroke. V drugi polovici meseca maja pa boste srečni v prijateljstvih, v sodelovanju navzven in zadovoljni boste sabo, kar je vitalnega pomena. Tako da maj prinaša močne spremembe, močno podporo, uživajte v tem in predvsem bodite iskreni do sebe, vse ostalo se bo uredilo slej ko prej. Hvala za vašo pozornost in srečno!